prvem delu oddaje smo vam pokazali, kako izgleda Maribor v tem prazničnem času. Zdaj pa se bomo posvetili še programu. Dobro jutro, želim Jani Viher in Katji Bek-Kos. Dobro jutro. Letošnji december je bil, vse kar se tiče obsežnosti programa, se mi zdi rekorden. Na kakšen odziv pa ste naleteli pri ljudeh? Ocenjujemo organizatorji vseh dogodkov, da je odziv prebivalcev našega mesta in seveda tudi iz okoliških občin, tudi turistov, zelo pozitiven. Je seveda še vmes kakšno nerganje, da še nekaj primanjkuje v mesto, ampak mislim, da je tega iz dneva dan manj. Kaj bi lahko rekli, da je bila najboljša poteza v tem veselem decembru, ki ste jo naredili? Razen seveda tega povečanja programa. Povečanje programa je posledica tega, da smo se seveda pri vseh prireditvah, ki jih organiziramo, različni organizatorji v decembru povezali in seveda združili moči in na ta način dokazali, da z manj, bom rekla, vloženimi aktivnostmi posameznika lahko naredimo več in to se je tudi izkazalo pri različnih prireditvah z seveda ključnim ciljem, da smo oživili naš center mesta. Z manj več, torej manj denarja, več muzike? Tako, manj denarja ali pa enako denarja, kot v preteklih letih smo naredili definitivno kvalitetnejši program, povezan program in pa seveda, če primerjamo lansko leto z 5 koncerti na prostem, letos z 28 koncerti, mislim, da je to že tisti zadosten razlog, da smo na pravi poti, če pa še postavimo zraven številke o številu stojnic, vsak dan, ki krasijo tako vse trge, je pa potem še to toliko bolj efektivna zgodba o uspehu povezovanja. Kakšne so pa sploh vaše zmožnosti? Kje so vaši okvirji? Dokot lahko greste? Lahko naredite skoraj da vse, kar si zamislite? Omejene možnosti, kar se tiče finančnih sredstev, so tisto prvi pokazatelj, ko vidiš, koliko imamo in kaj lahko s tem naredimo. Ampak se pravi, ravno za to zgodbo povezovanja definitivno zmoremo več. Tudi izkušnje ljudi, vsake organizacije, ki smo seveda prispevali k tem čarobnemu decembru, vidimo, da lahko z veliko volonterskega dela tudi veliko stvari postorimo in seveda s temi skupnimi močmi tudi včasih pozabimo na tiste finančne elemente in naredimo Maribor res čaroben v vseh segmentih. Nikoli ne zmanjka tudi idej. In ena izmed odličnih idej so oživitev živih dvorišč. Kaj ne, Katja, zdaj bo to res kmalu se pokončalo, ne boste kaj jokali? Ja, malo pa bomo, ja. Dejansko smo imeli letos prvič tak močen program v decembru. Oživili smo 3 dvorišča, se pravi, če Vetrinjski dvor štejemo v dvorišče. Vetrinjski dvor kot največje dvorišče in program je pravzaprav potekal že od 20. novembra naprej, tako da malo jokali, malo se bomo pa sprostili, da lahko zdaj spet malo gremo v svoje praznične dni. Se pravi, zadnje 3 dni bodo še kar 28. Tako ne, vsi tisti, ki še niso bili na živih dvoriščih v Mariboru, samo 3 dni še je čas, da jih obiščajo. Nekaj imenitnega se obeta, ne? Ja, v vsakem primeru. Osvetljava je še vedno, to se pravi, naš Vilin Klopčič še vedno razsvetljuje dvorišča. Vilinski dvor je še zmeraj živ, bo vsa 3 dni, to se pravi do 30. In pa, kar se pa še obeta dodatno, je pa, da bomo iz dvorišč stopili spet ven na ulice z uličnim gledališčem in Ana Mraz, ki je sicer v Ljubljani do sedaj, bo letos prvič v Mariboru 28., 29. in 30. najdete nas pa na Grajskem trgu ali pa na Gosposki ulici. Katja, iskreno, ko ste zastavili si ta projekt, kakšno število ljudi ste pričakovali? Oh ne, vsekakor ne toliko, kolikor jih je bilo. V vsakem primeru smo imeli manjša pričakovanja in najbolj veseli smo bili, ko smo videli, da se na Gosposki ljudje ne samo hitijo od ene ali pa skozi Gosposko, ampak da se dejansko postajajo, se pogovarjajo, gledajo in to je v bistvu res bil dosežek za moje pojme. Morda se bodo na Gosposki ponovno odprle trgovine, da ne bo več sem prepričana, samih prostorov. Če se osredotočimo, zdaj pa gremo na tisto najdaljšo noč v letu, silvestrovanje. Kakšen program se obeta na Silvestrovo? Kje bo center dogajanja? Ja, vsi dogodki, kar se tiče zaključka čarobnega decembra, so na trgu Lejana Štuklja z vsemi povezovalnimi trgi. Moram reči, da do konca letošnjega leta nas bo na trgu Lejana Štuklja spremljalo še 13 koncertov in seveda še tisti en v leto 2014, to se pravi 14 koncertov v sklopu čarobnega decembra, kar mislim, da je zelo lepa številka. Tako da v bistvu počasi navajate ljudi na trg Lejana Štuklja in potem
Tako, grande točno finale. tako. Govorimo, da je Trg Levana Štuklja res dnevna soba Maribora. Ponašamo se v našem mestu, da je to tudi največji trg v Sloveniji in mislim, da so ljudje to tudi v letošnjem letu skozi vse te dogodke že začutili, da se počutijo tukaj varno, da tukaj srečajo prijatelje, znance in da se seveda ob kuhanem vinu in ostali kulinariki iz štajerskega področja poveselijo, pokramljajo in da seveda spremljajo zraven tudi odlično, bom rekla, predvsem našo slovensko glasbo, kar je še en tak fenomen, da res pristajamo na to, da imamo v Mariboru vedno slovenske izvajalce. In slovenski izvajalci bodo nastopili tudi na silvestrski večer? Tako, slovenski izvajalci so tudi na silvestrsko noč. Začnemo z Happy Lol McWeasel, seveda slovensko-irsko glasbo. Ja, po polnoči pa Alja in pa zaključek z mariborsko skupino Karneval. In kot je Katja že prej omenila, tudi brez vilink ob samem silvestrovanju ne bo šlo, tako da bodo vilinke tisto presenečenje prehoda leta v novo leto in bodo na oder pospremile tudi gospoda župana, ki nas bo seveda pospremil z dobro popotnico v leto 2014 in tako res to zgodbo partnerstva tudi na ta način zaključimo z enim takim presenečenjem ob prestopu v novo leto. Torej letos bomo doživeli govor župana, z razliko od lanskega leta. Mimogrede tudi ognjemet bo, ampak letos malo bolj okrnjene oblike, ne? Slišim. Ognjemeta že v lanskem letu nismo imeli, tako da se tega socialnega čuta do bom rekla, različnih stvari, tako varovanja živali, kot seveda tudi varovanja denarja, ker smo s tem denarjem naredili nekaj več na prireditvah, se bomo poslužili ene druge oblike presenečenja za meščanke in meščane, to pa najboljše zdaj za enkrat skrivnost. Sicer pa obvestilo za vse tiste gledalke in gledalce, ki želite priti na Trg Levana Štuklja, če imate kakšna pirotehnična sredstva, pustite jih doma, to je pa zaradi tistih luči, da naj bi začelo slučajno kaj dol padati. Imamo še nekaj malega časa, pa me zanima sodelovanje živih dvorišč, turizma, turističnih in kulturnih subjektov v Mariboru v prihodnjem letu. Ja, jaz mislim, da smo začeli, da so to bili prvi koraki in da pričakujemo seveda kar hitro sestanek v januarju, da se srečamo in da se dogovorimo da se hitreje dogovorimo, kot je bilo pa letos, da se hitreje dogovorimo za naslednje leto in da naredimo program še močnejši, da povabimo še več ostalih akterjev v mestu. Koga mogoče pogrešate, Katja? Mogoče pa so že vsi priključeni, ampak to so vaše želje, da bi še nadaljevali zgodbo. Kaj pa vaše? Definitivno. Ja. Zavod za turizem v bistvu je ustanovljen za to, da delamo promocijo in povezujemo različne akterje v mesto in če se znamo mi na prav način povezati, potem je tudi zgodba takšna, kot je recimo vzorčni primer res teh dogodkov, ki jih zdaj živimo v našem mestu in mislim, da so to samo dobra popotnica, da v prihodnjem letu res začnemo veliko prej. Kot smo s Katjo prej rekli, že prvega ali drugega lahko imamo sestanek in dogovorimo, kako je vizija razvoja mesta. Zdaj vas pa prosim res za kratek odgovor. Je bilo leto 2013 za Maribor glede turizma uspešno? Ja, ne? Da. Hvala lepa. Hvala lepa za obisk v studiu, pogovor, veliko sreče in sodelovanje v prihodnjem letu pričakujemo vas. Hvala vam. Hvala lepa.